No, smo v bližini hrvaško-slovenske meje, tukaj za nami je Gibina in z nami je župan Razkrižja, gospod Stanko Ivanušič. Stanko Ivanušič, ki pozna vse tukaj mejne probleme, vse od leta 1945 naprej, pa nam bo razložil, v čem je sedaj problem te novodobne meje in kako se je to dogajalo po drugi svetovni vojni, kam naj bi Razkrižje prišlo, kam naj bi prišla Štrigova, kaj so želeli prebivalci in kaj so potem na koncu dobili. Ja, če bi zdaj začel vendarle z letom 1945, torej po končani drugi svetovni vojni, je to sedanje območje občine Razkrižje in sosednje območje danes hrvaške občine Štrigova najprej pripadalo k takratnemu ozemlju Ljudske republike Slovenije. 46. leta pa še ni povsem pojasnjeno, zakaj in čemu so se predvsem naše slovenske oblasti bile pripravljene dogovoriti s hrvaškimi oblastmi, da so za nekaj časa tako območje Razkrižja kot območje Štrigove enostavno priključili k takratni Ljudski republiki Hrvaški. Ljudje tega niti takoj ne bi vedeli, če jim ne bi pred iztekom šolskega leta 1946 v Razkrižko osnovno šolo poslali hrvaške učitelje, slovenski pa so dobili naloge, da so morali šolo zapustiti in se razseliti po drugih slovenskih šolah. In ko je to ljudstvo zvedelo, so se tisto jutro zjutraj zbrali in obkolili Razkrižko osnovno šolo in preprečili to primo predajo. In oblasti slovenske so bile prisiljene otrokom predčasno dati spričevala in šolsko leto 1946 zaključiti. Nastopili so veliki ljudski protesti po Razkrižju, po Štrigovi. Ljudje so vzklikali, ne damo Razkrižja, ne damo Štrigove, ne damo Trsta, ker takrat je tudi Trst bil aktualen. In zgodilo se je to, da sta dva domačina, sta zdaj že pokojna, Simon Kutnjak in Ivan Horvatič, leta 1946 po teh napetih dogodkih odpotovala v Beograd k zvezdnim oblastem. In to je danes težko odgovoriti, zakaj k zvezdnim oblastem Beograd, zakaj ne v Ljutomer, zakaj ne v Maribor, zakaj ne v Ljubljano. Zato, ker je obstajala depeša, da nobenemu od državnih organov takratnih ne sme sprejemati protestnikov iz Razkrižja, in so se pač ti znašli, pa so bili pripravljeni iti celo v Beograd in tam so jim dali neko obljubo, da bodo posredovali. In zgodilo se potem to, da je tisto novo šolsko leto 46-47 so vendarle začeli ponovno na Razkrižki osnovni šoli delovati slovenski učitelji in da je potem naslednje leto 47. leta prišlo do razmejitve, take bolj površne, da je sedanje območje občine Razkrižja in še en zaselek Globoka pripadlo k takratni Ljudski republiki Slovenije, območje sedanje občine Štrigova pa je ostalo na Hrvaškem. In če sedaj skočimo v sedanjost in malo pogledamo to bodečo žico ali panelno ograjo, da se bolj prijazno sliši. Torej, ta panelna ograja je sedaj postavljena na tistem mestu, kot je leta 1947 bila taka površna in zavita meja, ki še morda tukaj na tem mestu ni najbolj zavita, ampak bolj je to težava tam, ker so 47. leta mejo začrtali po sredino dvorišč, čez hiše, v nekih nerazumnih koridorjih in tista težava, ki pa potem seže v leto 2017, ko je arbitražno razsodišče izreklo sodbo in potrdilo to površno mejo iz leta 1947. In posledica tega je, da so se sedaj od 10 družin 7 odločilo, da bodo te neživljenjske koridorje in tak naprej
takrat postavljene meje zapustili in se bodo vrnili v Slovenijo oziroma si tu življenje na novo ustvarili z novimi hišami ali stanovanji. To je en žalostni del zgodbe, kako neke zgodovinske odločitve, malo take, bi rekel, nespametne, nerazumne, lahko mnogo pozneje let ljudem, ki tukaj živijo, napravijo veliko škodo. Pa je to življenje v socialistični Jugoslaviji povzročalo težave ali ne, ker to je vendarle bila ena država. Ja, moram povedati, da ta meja je bila provizorična, da pravzaprav tu ni bilo pomembno, če si na tej ali oni strani, da so otroci obiskovali šole na eno ali drugo stran meje, kam jim je bilo bliže. Potekalo neko normalno življenje, tako da nekih težav takrat sploh nismo čutili. Prave težave so se pa dejansko začele takrat, ko se je večina Slovenk in Slovencev veselilo osamosvojitve. Ti ljudje tukaj ob meji pa so takrat začeli z problemi, dobivali so potem vabila, da bi morali obiskovati slovenske družine šole na Hrvaškem, tisti, ki so na oni strani meje živeli in tako dalje. Mladi fantje so dobivali vabila za hrvaško vojsko in tako dalje in tako dalje. En kup problemov, potem da ljudje, ki so živeli na slovenskem ozemlju, pa je meja tako zavita, niso imeli poti več po slovenskem ozemlju, po Hrvaškem so lahko prišli do doma in preko 2 mejnih prehodov. In tu je trajalo vsaj 10 ali pa še več let, ko smo mi postali samostojna občina, smo te probleme komaj reševali, da danes večina teh ljudi ima vsaj do neke mere poti do svojih domov, da lahko pridajo po slovenskem ozemlju do svojega doma. Če še zdaj skočim na to zgodbo, te bi rekel, po oceni mojem, ker sem že ne ravno mlad, po mnenju občinskega sveta, po mnenju tukajšnjih prebivalcev, po mnenju lastnikov te zemlje, ta panelna ograja ali bodeča žica je služila nečemu morda takrat leta, torej 2015, ko se je tisti prvi begunski val nekako tu pomikal preko Slovenije proti ostalemu delu Evrope. Je bil val, ko so Hrvati namerno ko so pač puščali, da so se čim prej rešili pač množice teh beguncev. Takrat recimo smo nekako mi tudi pristali, da se začasno ta ograja postavi, vendar danes ugotavljamo, da ta ograja pa resnično ne služi ničemur, razen dela težave ljudem, ker ta ograja je večinoma posredi najbolj rodovitnih polj, sredi njiv in ljudje ne morejo v miru obdelovati. En kmet se je slikovito izrazil: pomislite vi, da vam sredi ene tovarne, sredi tovarne postavijo ograjo in vi imate en del tovarne na eni strani, drugi na drugi. Tako je pri nas, tako mi s težavo obdelujemo. Nekaj imamo na tej strani, potem se nekaj kilometrov more na ono stran te ograje peljati in tako naprej in imajo resnično težave. Torej, in tukaj kaj, jim odprejo? Tukaj policija zjutraj odpre, pa zvečer zapre, da se potem podnevi lahko ljudje tu skozi peljajo. Moram povedati, tisto, kar pa je najbolj nepremišljena stvar, je to, da ko so sedaj v lanskem letu preko Ministrstva za notranje zadeve vodili aktivnosti, da bi ljudem za 10-letno obdobje, da bi z njimi podpisali služnostne pogodbe za vzpostavitev služnosti. Pa se ljudje s tem niso strinjali. Pa smo želeli tudi jaz kot župan, da naj nekdo od odgovornih predstavnikov države Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve, pride na teren in ljudem razloži potrebo po tej ograji. Vem, da so v 2-kratnih poskusih obljube bile, da bodo prišli in ljudem na lep način razložili. Zgodilo pa se je to, da so pa istočasno, ne glede na to, da se z ljudmi niso prišli pogovarjati, pa so vodili postopke strani države preko upravne enote in enostransko pač odločili, da imajo v skladu z zakonom o varovanju državne meje seveda to pravico, ampak je zelo nespametno si zoper sebe postaviti svoje ljudi in ko prej bo potrebno, da bodo tudi
ti ljudje pomembni v varovanju te meje in so jo tudi v osamosvojitveni vojni varovali in tako naprej. In moram povedati, da so ti lastniki zelo nezadovoljni, ker je država enostransko odločila, da pač tak je, imajo 10-letno pravico, damo vam toliko, koliko damo in je za njih zgodba končana. Zame kot župana pa ni končana, ker vem, da so ljudje zelo nezadovoljni. Ste premajhni za njih, niste dovolj veliko volilno telo, da jim je pravzaprav vseeno. Najbrž jim ni vseeno, moram vam to povedati, da mi nismo pokvarjeni, da mi ne delamo to, da bi bili neki politikanti ali iz nekih strankarskih razlogov, da bi jih želeli, da naj pridejo na teren. Hteli smo to res dobronamerno in ne morem razumeti, da si nekdo ni nas šel v Ljubljani 1 uro čas, da bi se prišel z ljudmi pogovoriti. Torej, odločitev države je, da bi to še 10 let bilo, ampak jaz le mislim, da bo slej ko prej. Vendarle se tudi ta begunska kriza rešila in da bo enkrat tudi ta ograja ugotovljena, da je nepotrebna tukaj. Torej, Schengen je rešil neživljenjsko, oziroma ni rešil nič. Država je temu sledila, dala je neke odškodnine. Kaj pa mislite, če se premakne Schengen? Ste recimo prebivalci tukaj zato, da se spremeni schengenska meja, se bo potem to umirilo, umaknilo, boste živeli bolje, drugače? Za obmejne prebivalce sem skoraj siguren, da celotni ta slovensko-hrvaški del na eni in drugi strani je prepričan, da bi bilo za nas boljše, da se Schengen makne čim bolj daleč stran od nas. Kdaj bo to, je zdaj drugo vprašanje, ne? Ampak res pa je, da bi bilo boljše, da te ograje ne bi bilo in tudi meje ne. Tudi sami ste bili priče, da je omejeno gibanje in tako naprej, tudi snemanje in tako dalje in tako dalje. Skratka, življenje ljudi je oteženo, da ne govorim o obisku sorodnikov, ker tukaj Gibina pa Razkrižje in Štrigova je iz teh zgodovinskih razlogov povezanost ljudi izjemno močna. Torej, tako rodbinske povezave, dvolastništvo in tako naprej. S to mejo pa se seveda to vse skupaj nekoliko otežuje. Kam pa sedaj Štrigova gravitira? Kaj je njeno administrativno središče? Glejte, njihovo središče je Čakovec, torej približno 15 do 20 km oddaljene, vendar pa ugotavljam, ker se mi ljudje tukaj srečujemo, da nekaj nakupujejo na hrvaški strani, tisto, kar pa jim je tukaj bolj ugodno, pa tukaj pri nas Razkrižje, Ljutomer, vidim po tej večji trgovina, tako da se naši prebivalci mešajo. Malo mi tja, kaj hodimo, oni sem, tako da... Življenje ima svojo logiko. Pa moram reči tudi, da je sodelovanje med ljudmi, navadnimi ljudmi, pa tudi kar se tiče te prve lokalne ravni med občinami, oni imajo tudi županije, da tukaj do Čakovca se skoraj vsi poznamo in moram vam tudi to povedati, da se ne glede na te zgodovinske, takšne in drugačne krivice, da se ljudje dobro razumemo.